jaz sem Janin, tole oddaja Popotnik, imamo pa gostjo, ki jo pa že poznate, Jelca Legan, ki se je že predstavila enkrat in pa danes še o tem zemljevidu kaj povedala. Kaj me zanima, na kakšen način ti pravzaprav potuješ? Ti nisi ravno punca, ki bi po najbolj nobel rezortih se valjala v najrazkošnejših bazenih in hotelih in ne vem kaj še vse, ne? Drži, jaz sem že takrat, ko sem začela zgodaj potovati s 15-16 leti, začutila slast te svobode popotovanj in te pristnosti stika z ljudmi, ki tam živijo in kako živijo in tako naprej. In tudi sicer, mene, če hočeš kaznovati, me daš v all-inclusive hotel ali pa me pelješ na kakšno ladjo, to je katastrofa. Jaz sem tak svobodnjak po duši in res toliko dam na to naravnost in pristnost, da moram biti v stiku. Se pravi, če grem na neko kulturo, potem me hoteli ne zanimajo po defaultu in potujem, ker sem bila mlajša, malo bolj divje, lahko rečem, to je bil res backpack. Kaj so pa rekli starši? 16 let si prešla, pa si šla kam, v Tunizijo ali kam že? Ja, skrb je bila velika, ne, ampak moja mati je bila vedno precej liberalna pri vzgoji, nikoli ni rekla, tega pa ne smeš. Pa so zaupali tvojemu fantu? Ja, zelo. Ja. Jaz sem imela v glavnem dosti resne ljudi okrog sebe in vredne zaupanja, pa tudi sama sem bila zanesljiva, ker sem relativno zgodaj odraščala in odrasla in sem imela tako nek občutek odgovornosti. Nikoli zares nisem hotela mame prizadeti, ker je tako veliko zame naredila, da sem imela lepo življenje navkljub težkim situacijam. In takrat seveda sem rekla, ok, gremo prvič tja in seveda prvi šok v Tuniziji je bil zares vročina, ne, to nisi bil navajen. Pa to ste sama prišla brez kakšnega programa pa karkoli? Imela so pač nek mini program, ampak je bil tako res skromen, pa prepuščen še temu, kaj pa mogoče bi še bilo za videti zraven, ne. Tako da vedno sem na nek način določene stvari že vnaprej si načrtujem, določene stvari pa prepustim popolnoma občutku tam. Ali pa se zgodi, koga srečaš, pa se naveže nek nov stik, pa ideja pade, pa gremo to še pogledati, pa še kaj drugega naredimo. Ampak pri vseh potovanjih je nek skupni, lahko rečem, element, da je predvsem tako, kot je tam, da poskušam biti čim več v stiku z domačini, da imam vsega, se pravi, in naravo, da vidim, kako je tam narava, kako živijo, kako vpliva, ne, spet kot antropologinja gledam na to, kako vpliva narava na ljudi, kje se naseljujejo, kako živijo, s čim se preživljajo in tako naprej. Potem, da spoznavam kulturo kot tako, njeno zgodovino, kako se je razvijala, kaj je za njih značilno. Seveda se vedno opremem z najrazličnejšimi izdelki od tam, ne. Kaj ne študiraš naprej? Recimo zapestnice iz Mehike, iz Tanzanije, vsega ročna dela, to me te obrti avtentične me zanimajo pri Indijancih, se pravi na vseh kontinentih, z vseh kontinentov imam doma, hrčkam zbirko šalov, nakita in vsega, kar delajo, ne, te ženske tam v avtohtonih okoljih. In skratka, jaz v bistvu sem na vseh kontinentih že bila, zato ker me je zanimalo, da se ne vračam na isto mesto, nisem konzervativna v smislu, tam sem se imela fajn, zdaj bom pa tja hodila naslednjih 30 let, daleč od tega, ravno obratno, nekako delam kljukice, kje še nisem bila in si želim še videti, potem pa malo primerjam, recimo v Južni Ameriki, Kolumbijo, Brazilijo, Argentino, Kubo, potem Severna Amerika, Kanada, v Afriki sem že celotno Severno Afriko, celo nekaj časa sem bila na Bližnjem vzhodu, takrat kot raziskovalna novinarka pri Ervinu, potem seveda Centralna Afrika, Indija, cela Južna Indija, recimo pri Indiji mi je ostal še Tibet s spodnje strani in pa New Delhi, ostalo sem videla Andamanski otoki, tudi v Avstraliji sem že bila na obisku pri svojih sorodnikih, potem Indonezija, itak, Šrilanka, recimo ta zelo vzhodni del Rusija in to še povsem neraziskano zame, recimo en del letos se spravljam v Vietnam. Skratka, ni kontinent, kamor ne bi stopila, Skandinaviji, kjer sem tudi bila na študijski poti, Evropo itak že celo sem že z avtom, takrat stara 16 let sva šla z avtom po Evropi. Skratka, potujem, vedno si vzamem kakšen šport,
ki je tam tudi značilen. Rada grem s kolesi, z lokalnimi prevozi, avtobusi, vlaki, nikoli s kakšnimi taksiji, čim več poskušam hoditi in se nekako spoznavati z domačini. In to je to, no, da je potovanje čim bolj, da čim več od njega odnesem v vseh elementih. Kulture, narave, družbe, ljudi, hrane, obožujem eksotične okuse, kuham recimo doma tudi zaradi potovanj velike eksotične hrane. Otroka sta že od majhnega bila navajena jesti začimbe iz Azije recimo, ne. No, tako. Da od vseh teh ljudstv, ki si jih spoznala, recimo, bi potegnila kakšne take, kaj vem, recimo, da imajo kakšno ljudstvo poseben karakter, recimo na enem delu sveta, da so sorodni, glede na to, da si antropologinja, ne? Kaj bi rekla, kakšne so karakteristike posameznih, kaj vem, recimo regij ali pa delov sveta za razliko od kakšne druge regije? A bi rekla, da je jugovzhodna Azija bistveno drugačna od, kaj vem, recimo Severne Afrike? Je, definitivno se razlikuje. Velikokrat ima vpliv okolje na to, kakšni so ljudje, ali so bolj topli, odprti. Zagotovo drži, recimo, da so Južnoameričani zelo temperamentni, se pravi, vse, kar je tukaj v nekem osrednjem tem delu in ko je vpliv sonca in morja, so ljudje drugačni. Potem recimo Azija ima spet nek svoj vpliv zgodovinski, ne? Kitajska po svoje, Japonska po svoje. Se poznajo vplivi, ki so pustili v bistvu na teh narodih svoj pečat. Potem Evropa spet, ne, sever spet drugače, ne? Kanada, Amerika, kjer se vidi ta melting pot priseljencev, kjer so spet čisto drugačni ljudje. In na drugi strani avtohtoni Indijanci, ki so pa svet za sebe in ostajajo svet za sebe, zato ker so se uspeli tako zelo izolirati, kot recimo aboriđini v Avstraliji, ne? Definitivno ima okolje vpliv, zgodovina zelo vpliva na to, kako so ljudje še danes. Potem seveda vsa ta izročila, koliko je tradicija močna, prisotna, ne? Če je tradicija, da jo ohranjajo iz generacije v generacijo, potem ima dejansko še vedno zelo močen nacionalni pomen in videz, ne? So ljudje še vedno si podobni svojim prednikom.